Živijo, solstici je pa za nami. Ne vem, pravijo, da je super, če človek spi zunaj na solstici, ker ima solstici posebno moč, ljubezensko, ne. In jaz sem spal zunaj, dokler ni valjda začel dež padati. Pa sem šel pa not. Tako malo razmišljam jaz zjutraj, kaj bi počvekal. Pa včasih imam res dobre ideje, včasih pa nimam nobene ideje, pa se kar kakšna kar takole vrti in ne spusti. Evo. In taka je beseda ljubezen, o kateri čist premalo govorimo. O ljubezni je napisanih mnogo pesmic, mnogo knjig, izrečenih mnogo besed in neizrečenih najbrž pa še več. Ljubezen se mi zdi, da je vsak izmed nas že izkusil v uni obliki, da je rekel, če pa ljubezen je nepravična, no. Kaj ne? Vsi smo bili razočarani v ljubezni, kaj ne? Sanjali o stvareh, ki se niso nikoli zgodile, pa tako smo jih imeli radi, pa tako imela lepe laske, pa tako se simpatično nasmejala, ka bi bila ona lahko moja punca. Ko sem bil majhen, sem tako razmišljal. Ja, pa pridejo familije, pa družine, pa otroci, pa vse sortne. Pa ugotoviš, vsaj jaz sem ugotovil in se mi zdi, da je prav, ne se mi zdi, vem, da je prav, da ljubezen ni vezana na enega ali nekaj ljudi, oseb, ali pa recimo tudi na živali, ampak ona ljubezen velja širše, pa še širše. U svemu sad mogu naći nešto lipo, je rekel Džiboni, a ne? Pa mislim, da sta z Oliverjem to skupaj skomponirala, Dragojevićem. Kadar prepoznaš v stvareh široko, kadar imaš stvari rad, jih ceniš, ljubiš in spoštuješ, to je ljubezen. Ni zdaj to na gospodično ali pa gospodiča, ni to... Zdaj sem se že zaciklil, ne. Tako sem hotel enostavno povedati. Saj ljubezen je strašno enostavna stvar, in prav je tako. Sam mi smo jo zakomplicirali, pa mislimo, da moramo imeti samo enega radi, pa da on mora imeti nas rad, pa pol smo mi izpolnjeni, kadar ljubezen damo, pa ljubezen dobimo, a ne. Če nas ima kdo rad, pol pa smo izpolnjeni. Klinca, klanca, tu imajo narcisi to idejo, da jih ima nekdo rad, pa so pa carji, ne. Zdaj pa, če ga nimaš rad, narcisa, ne, te bo pa nagobec, da ga boš me pa pol rad. Zato oni pravijo, da več orožja, pa bo več miru. Malo višjo ceno nafte, pa bo inflacija predspala. Ne gre to tako. Bom še enkrat probal. Ljubezen širše razumeti se pravi, bom probal, zdaj bom pa probal z besedami mojimi. Jaz ljubim glasbo, jaz ljubim naravo, jaz imam blazno rad, opazujem cvetlice pa rože. Včasih sem bil, letos ne, tak vrtnar, taka ljubezen do vrtnarjenja. Jaz imam rad inštrumente, rad kaj zaigram, rad imam družbo, rad spoznavam ljudi, rad, teh stvari rad imam ful. In če imaš nekaj rad, naravo, ne boš vrgel piksne v naravo, ampak jo boš pobral tisto, ki si tam zagledal, pa boš rekel, ti narcistični packi pa so spet popacali, pa mora spet človek vse porihtati za njimi, ne, za vse sem sam. Če ti spoštuješ pse, če imaš rad psa, živali nasploh, ga ne boš zbrcal, kaj ne? In kuža je kuža, kuža dela hov, in če dela hov, ja pa ne pa laja, ne. Sej, je to njegova naloga, njegov jezik, da nas opozori pred nepridipravi. In zdaj moje psice lajajo, po noč tudi, ne. In zdaj je tudi postal to problem za narcistično okolico. Psi ti lajajo. Ja, valjda da lajajo, halo, se tako čuvajo nas, ne. Zapri pse, da ne bodo lajali. A ja, pa vrata ne odprem, da lopov pride, a mu kar nastavim tle na vhodna vrata, da pobere, kar rabi, ali kaj. Hočem reči,
Meni psi ne grejo na živce, ne moji, ne od drugih ljudi. Vzgojeni ali pa nevzgojeni. No, a tisti, ki so nevzgojeni, mi ne gre na živce pes, no, bolj mi gre lastnik, da ga ne zna očuvati, navaditi psa nekih norm. Pač, da se nazaletava in zaganja v ljudi, ne, ali kaj, brez smisla in pomena. Ja, ta ljubezen nam je vsem v pogubo, ali kako je že napisal. Ljubezen je v bistvu univerzalna energija, prek nje vse šiba. Ljudje smo postali, Satan nas je probal prepričati, da je ljubezen, če si ga dva fanta rinata v odprtine, ali pa če si spol zamenjaš, da to je tudi ljubezen, ne. Da v bistvu moški pa ženska, to je čist brez veze, mislim, res, dajmo vse kaj drugega probati, ne. Zato so vse te LGBT shodi, zdaj je bil kar polemika, ne, precej glasen, odmevna stvar, ko so imeli zbor LGBT, kakšne maškare, ne. Mislim, mi v Cerknici imamo karneval pa pusta, pa vemo, kako se maškare naredi. No, mislim, LGBT ga kar zmaga, ne. Moraš biti kar izveren, da lahko tako butasto izpadeš in rečeš, jaz pa želim enake pravice kot vi. Res ali kaj? A ti bi rad bil v parlamentu tudi? No. Ne bo dobro. Mislim, nič nimam proti, vsak ne dela, kar hoče, ampak ne me pa prepričevati, da je to v redu, pa da je to prav. Ja, Satan nas je precej odmaknil od tega, celo cinični smo postali do ljubezni. Ja, desiderata pravi, ne bodi ciničen do ljubezni. Ljubezen ni tako neki vija vaja, tam so otroci pa zaljubljeni, pa pustih. Brez ljubezni življenje ne obstaja. Sploh ne, ker je ljubezen univerzalna energy, ne. Mislim, tudi rožica ima to energijo, ne, da raste. Sej, če vzameš ljubezen, pa vodo, ne, svetlobo pa vodo, pa pol ona ne dela več, ne. Ja, ok, pol daš pa svetlobo pa vodo, pa raste, ful. Kaj pa če jo neguješ, pa jo z njo se ukvarjaš, pa ti jo všeč, jo imaš rad, pa jo ljubiš, pa jo rihtaš, a ona raste boljš ali ne? Najbrž ja, ne? No. Sem hotel o ljubezni povedati, da nam je Satan v to človeštvo tako zapičil, tako narobe, da sploh mi več ne vemo, kaj prava ljubezen je. Ker ne vem, koliko vi uspete, pa koliko želite hoditi po naravi, predvsem govorim hoditi, ker mi kot človeško telo je narejeno za hojo, ne za kolo, pa za avto, pa za avione, pa ne vem kaj, ampak za hojo. In med hojo se zgodijo nore stvari. Jaz sem že enkrat razlagal, da sem spoznal popotnike, ki potujejo po pešpoteh in so v meni vzbudili tole do hoje in sem začel veliko več hoditi zadnje mesece. Tudi zelo dobro kolebam, razmišljam o tem, da bi dal ruzak na rame in grem za 14 dni ali pa za 2 meseca, nimam pojma. In bolj, ko razmišljam, glej ga zlomka, včeraj srečam še enega takega človeka, ki potuje. On je pa iz Danske, pravzaprav je ona. In je najdla Slovenijo in je rekla, wow, kakšno deželo imate vi, kako je tukaj lepo. Še ko je valjda je lepo pri nas, se pri vas imate tudi ribe, pa morje, pa to je super, ne? Pa pravi, ja, valjda je pri nas lepo, samo pri vas je lepše. In potem prideva na to debato, da potovanje pa to, da je treba potovati, hoditi, ona tudi z ruzakom, mislim, njen ruzak sem dvignil, pa sem rekel, če mogu pa jaz tukam nositi, pa ne bi šlo, ne. Mislim, res se je natovorila punca kašus. Ok, lekcija, ne. In pravi, ja, super je potovati, ne. Pravilno, človek v glavi marsikaj sešteje, spoznaš dobre ljudi, odmakneš se od tistih, ki jih nočeš.
In ona pravi tako, ej, pa sej potovanje je super, ne? Ampak vi, ki ste pa od tle, ne? Vi pa ne rabite potovati. Nikamor. Jaz ne bi nikamor šla, če bi bila tle doma. A? Pemtiš, pa se mi pa spet zlomi, ne? Meni ta film. Misleč, da moram iti, da bom kaj spoznal, pa ona pravi, tle je najlepše, nikamor ne hod, tle je to je to. Ne, bom šel. Hočem samo reči, da premalo cenimo okolje, v katerem že živimo. Niti ga ne poznamo, bom spet sebe dal. Jaz sem v zadnjem mesecu ali pa 2 preluftal take teritorije, ki jih nisem nikoli prej v življenju. Tudi pomislil nisem na njih, da obstajajo, kamoli da bi tam jaz rovaril ali pešal z biciklom ali s čemerkoli. Mislim, pa peš je bilo zmeraj najbolj bedno potovanje, kaj ne? Nisem bil jaz nikoli pešakar. Zdaj pa sem in to z užitkom. In jaz sem preluftal naš teritorij samo en košček. Zame je vse novo. Zato, ker ta košček jaz tam še nisem nikoli tako prehodil. In da vam povem po pravici, da tlele, če se dam, vse koščke moje okolice pregledati, pa razumeti, pa v njih uživati in jih tudi izkoristiti, jaz sploh ne rabim res nikamor iti. Kaj hočem reči? Ljubezen je tukaj doma. Dajte tudi vi razbrskati okrog sebe. Ne rabimo iti. Ne rabimo iti ne za 2 dni, ne za 2 meseca, nikamor. Okrog bajte, pa okrog svoje riti je treba pogledati, kaj imamo. In imamo vse, kar rabimo. Lepote take, da jih ne poznamo, sploh nima. Mislim, Dubrovnik je krasno mesto, ampak meni verjemite, da tam ni ne miru, pa drago je, pa mislim, meni ta turistična gužva ne gre. Res ne. Se mi zdi, da iz dneva v dan to dalje teže prenašam gužvo ljudi neotesanih. Ne? Če bi to bila ekipa, če bi to bili ljudje, ki greš mimo njega, pa se ti malo umakne, da boš lažje šel, pa ti reče dober dan, jaz sem za. Dokler se moraš ti boriti, da prideš med ljudmi, ki se ti ne bo umaknil, ker je preveč pomemben sam sebi, da bi se samo malo umaknil, da boš ti lažje šel mimo. V taki družbi pa jaz nimam kaj početi. Je res ne, meni je brez veze. Sem pa za družbo tako, jaz sem zelo družaben človek. In sem prvi, tudi organiziral sem žure, zato da nam bo žur. Nisem pa več zato, da je ego prišel v ospredje in so ljudje pomembni sami sebi, tako ne, poznate ono. Ful cool, toliko smo dobri, toliko smo blazen cool, toliko smo genialni, da nam je prav neroden ful. Kaj je rekel, je to bil Mlakar, ne? Ful cool, žur, špon, fans in mislim. Ljubezen je marsikomu bila v otroštvu odvzeta, so bili prikrajšani že v otroštvu. Ali pa so najverjetneje ti isti ljudje, ali pa tudi ne, no, v življenju srečali partnerja, ki je bil direkt napačen. Direkt narcisa so fasali in so živeli z narcisom. Pa so se želeli ločiti, ampak niso se mogli ločiti, ker so se cerkveno poročili in so mogli biti s tem narcisom do konca življenja. Ti ljudje ne vejo, mislim, nekje globoko v sebi čutijo, kaj bi ljubezen bila, oziroma da to, kar živijo, ljubezen ni. In da bi moglo biti nekaj drugače, ampak jo nikoli niso mogli izživeti. Če tudi so se umaknili za dan, 2, 3 od, bom rekel, narcističnega partnerja, niso mogli najti globine ljubezni, zato ker njo je treba živeti in preden se ona razplamti, je kaj več kot 2, 3 dni. A ne? Ja? Pesniki, pisatelji so to probali opisati. Pa se ne da, a ne? Da se živeti to. To pa ja. In zakaj ne? Zakaj pa nismo, oziroma zakaj ne živite tega? Ja, sistem, ja, sistem je proti ljubezni, no.
pa proti človeštvu, a ne? Ne morete vi ljubezni se iti znotraj sistema, ki pravi, da ljubezen ni v redu, oziroma jo prikazuje kot LGBT, kot nekaj lepega. Kolikrat je sistem izpostavil pomembnost družine, pomembnost notranjega miru, pomembnost osnovne celice človeške družbe, govorim družina, nikoli, ta sistem, dajte razumeti, je narejen, da nas uničuje. Mi smo pa gradniki na osnovi ljubezni, ker kadar delamo nekaj radi in z ljubeznijo in strastjo, takrat je to, je uspeh zagotovljen, ne more drugače biti. Če pa delaš nekaj z odporom, pa lahko dobiš denar, Satan pravi, da ja, a ti ni všeč to, a ne bi več delal, kaj pa če ti dam 100 evrov več? A pa bi, ok, cool. No, in z dinarčki so nas pokavsali, da smo delali stvari, ki jih nočemo. Mafija dela pa drugač. Unga moraš ubiti, veš. Jo, ga ne bom. Ja, tle imaš 27,000 evrov, pihem ga. Ne? Ja, pa ni prav nekoga ubiti. 30,000 evrov. 30 čukov je pa kar nekaj denarja že, ne? Ok. Tam se konča, prebita je meja med moralnim in nemoralnim, med etičnim in neetičnim, med božjimi zapovedmi 10 ne ubijaj, ne, tam si šel čez. In ko si šel enkrat, greš lahko še enkrat. In ko si šel dvakrat, greš lahko vedno, ne. In če dalje manj boli, če dalje manj peče. Ampak ta ljubezen, katero si mogel prevarati, izneveriti, izdati, mislim, ne moš nekoga ubiti pa govoriti o ljubezni, kaj ne? Ne gre, ne. No in to ljubezen smo pa tlačili noter. Sploh tisti, ki so res grda dejanja naredili, so to ljubezen pokrili. In zdaj probajo nekje izvedeti pa prebrati, kako ljubezen naj bi bila, naj bi izgledala, kako naj bi se jo občutilo. In probajo to nekako glumiti, ker narcisi ne ljubijo. Oni glumijo ljubezen. Oni želijo biti ljubljeni. To pa ja. Pa kar na silo, če ne gre drugače, tam pa na butov. Ne, da me boš pol ljubila. Poznate take odnose, ne? Ja. In pol, ko je nabutov, ne, pa je šla ona poškodovana parjavo narediti, ne, so ji rekli, da se pa zmišljuje, ker je prišla ona k narcisom, policistom, in pa so jo poslali še na CSD, kjer so pa novi narcisi, a ne. In na CSD-ju so ji rekli, da naj malo gobec nazaj drži, da ne bo še drugič ga fasala. Ne? Tako narcisi pomagajo drug drugmu. In unki je v štartu kresno po ženski, on funkcionira naprej. Vse ok. Pa tudi še enkrat jo bo pretegnil. Pa tudi še enkrat. Ne? In prvo, kar je, jo bo pretegval, drugo, kar je, jo ne bo izpustil iz svojih kremplov, ne? Ker ji ne bo dal dihati. Največkrat je tudi tako, da narcisi imajo finance čez, ne? Da so ti ljudje, ki dajo ljubezen, ki so v bistvu ljudje, a ne, so odvisni od narcisov. Narcis tako našraufa, da v bistvu žrtvu ne more pobegati. Bi rekla, jaz bom pa šla, ja boš, ampak ne moreš. Bi, sam ne gre, a ne? Ja. In ta sistem je to kar podpiral. To, bom rekel, agresijo in ta narcizem, egoizem, narcizem, nacizem. Koliko otrokom se je pa ljubezen ustavila v točki, ko so bili spolno zlorabljeni. Kaj se pa tam zgodi? Jaz nisem bil žrtev pedofilije, hvala Bogu. Najverjetneje tudi ne znam tega čisto do potankosti razumeti, ker nimam te lastne izkušnje. Si pa predstavljam, da mora biti to težka bolečina in travma, ki ostane nekomu zapisana za celo življenje. In pedofilija ni nekaj malega, kar se je dogajalo tu in tam. Pedofilija je tako močno zažrta v našo družbo, da v bistvu pedofili vodijo ta svet. Vi veste, da pedofili
ker jim je za potrgati te ude, ker jih je za obesiti na špago. Ti ljudje vam pišejo, nam pišejo, nov zakon o nalezljivih boleznih, ne. Mislim, nalezel sem se jaz malo odločnosti, a ne? In ni mi težko več reči, včasih sem rekel, veš, ne vem, če ni ta človek mogoče malo napačen. Da nas v glavo rečem, narcis pa pedofil, spizdi, preden ti zrežem vrat. Ne? Nimam več teh težav. In mi moramo to jasno ozavestiti, da med nami so pedofili, ki so se imeli za frajerje, a ne? Ko so hudi kot popar, a v bistvu so navadne riti, ne riti. Wow, nimam zdaj izraza te pravega na gobcu. Ampak se moramo mi ozavestiti, da pedofilija je tukaj, med nami. In še nekaj. Tisti, ki je bil posiljen, postane kasneje sam posiljevalec. A si vi predstavljate, kaj je družba ustvarila? Posiljevalce, več, ki jih je, mislim, sik. In dajmo si, kar čistega vina. Nema tu zdaj, zakon bomo napisali, pa nafto bomo podražili. Jaz vam bom te pumpe. Pa kaj pa, zaprite jih, ne? Bom jaz molotovko vrgel, pa naj se zapre ta pumpa, pa naj ne prodajajo dizla nikoli, več, nikomur. Se gremo mi rasizem v 21. stoletju, sred modernega sveta se gremo mi rasizem. Zdaj za ene je nafta, za ene druge pa jo ni. A tako se gremo? A to družbo bi želeli? Imamo strašne želje potem? Ne, hvala lepa. Ne, res ne. Tako da ne se ta pedofilija, ta egoizem, narcizem spakira, kamer se mora spakirati. Ja, ne izgori. Tako kot so ti pedofili žgali čarovnice, nedolžne ženske so žgali. A si vi to predstavljate, da nam je bilo samoumevno? Ja, so žgali včasih čarovnice, veš. Pa kaj pa je bilo tem ljudem v glavi, ko so zakurili baklo od spodaj, pa ko so slišali krike, mučenja? Njihovo mentalno stanje je v redu, a una, ki pa gori, je pa blesava. A vaše mentalno stanje tle od spodaj, ki jo gledate, je pa v redu? In tako v knjigah piše, da pač čarovnica za kurt. Kaj hočem reči, da mi smo kar tako naučeni bili, v času čarovnice kurili in pika, ne. Dajmo se malo postaviti v to kožo, dajmo probati malo to razumeti. A veste, kako jaz odplavam? Ljubezen je osnovna tema, kako sem si na veliko napisal, da ne bom pozabil. Ne, vse prav, vse, kar povem, je glih prav, zato, ker sem avtor. Ljubezen je v nas parkirana. Mi smo prišli na zemljo zaradi tega, ker ljubezen imamo not v sebi, ker mi smo ljubezen. In mi nismo rabili iti dol, ker gor je ljubezen že ves čas. Zakaj bi pa šel dol na zemljo probati, kako ljubezen boli? Ja, mi smo se odločili, da pridemo dol na zemljo in izkusimo vse oblike ljubezni. Ja, in v vseh oblikah smo bili, drži, razočarani. Ampak, slej ko prej pa smo izoblikovali, kaj ljubezen ni. Da smo prepoznali igralce ljubezni. All the world is a stage and all the men and women merely players. Ne? Shakespeare je čisto vse nam povedal. Igravci, narcisi so igravci. Mi, ki pa imamo ljubezen, pa nismo igravci. In mi smo mogli to ljubezen malo skrivati, oni so jo pa glumili. Glih narobe svet. Ne. Ljubezen je za ven dati v vseh oblikah. V obliki do kruha, do kuhe, do vrta, do morja, do vode, do sonca, do vetra. Ne? Vsega tega. Ljubezen res ni samo do enega človeka. Ljubezen je širok pojem in treba ga je začutiti. Ne da se ga videti. Ne? Jaz pa eno stvar o nevidnosti tlele iščem, jo bom probal čim prej ponajdeti, da ne bom ful časa. Evo, sem že najdel. The soul is invisible. Duša je nevidna. Ljubezen tudi ne. Angeli so tudi nevidni.
Tudi veter je neviden. Tudi misli se ne da videti. In ja, z senzitivity, z občutki, z občutenjem lahko vidiš dušo, lahko uganeš, you guess, lahko prepoznaš, občutiš angela, lahko občutiš veter in lahko spremeniš svet with only few thoughts. Se pravi, lahko svet spremeniš samo s spremembo nekaj svojih misli. Paulo Coelho je to napisal. Dajte se zavedati, ja, kdor je v ljubezni slabo, ne misli. Kdor poje, zlo ne misli. Kdor ljubi, ne misli o uničevanju. Drži? Kdor ljubi, nima skrite agende. To imajo narcisi čez. Ljubezen je čista forma, oblika in z njo bomo živeli naprej na hard, na polno. Do zdaj smo bili eni nič od ljubezni, zdaj pa ja. Treba jo tudi prakticirati, ne moš se ti čez noč, najprej ne veš nič o ljubezni, pa se pa zjutraj zbudiš, pa veš vse, toink, ne gre. Predstavljate si Kekčevo ljubezen, kako je on, pa ne govori o nobeni ljubezenski zgodbi. Ljubezen do vsega, dajte probati to potipati, začutiti in izkoristiti v tem, uživati in v tem vibrirati. Pijte dobro vodo, jejte dobro hrano, družite se z dobrimi ljudmi, umaknite toksičnost iz svojega življenja in pripeljete na plano več ljubezni. Ljubezen funkcionira, kadar je mir. Nemir in kaos nista prostor, kjer se ljubezen razvija in živi. A ne? Probajte zatipati, začutiti ta mir. Sej, kadar veter piha, je super, sej zdaj dva dni je pihalka strela, ampak pa sonce tako lepo dela. Dajte uživati v teh poletnih dneh, ki zdaj so pa že krajše, zdaj se bodo pa dnevi krajšali, ne? Sej noči so bile tudi zdaj že ful kratke, ne? Tako da ne vem, je cajt, da se malo podaljšajo. Bote prečudovito, zabavite se, pa bom še kaj spesnil, pa mogoče pa jutri. Uživajte. Čau. Pa kje je ta stopno? Evo ga.